No, res, da je petek zvečer in sem se odločila, da posnamem še tale Facebook live. V glavnem, želim vas povabiti v torek, imam predavanje v Mariboru in vem, kako pogosto ljudje sprašujejo, joj, kdaj boš prišla, imaš predavanje, daj prid. Danes me je klicala ena gospa iz Radovljice in je rekla, joj, kdaj boš naredila predavanje v Radovljici? In naj vam povem, da bom naredila kmalu predavanje v Radovljici, samo še uskladiti morava datum. Ampak v glavnem, ne vas povabim, se pravi v torek zvečer, 5. februarja, imam predavanje v Mariboru. In to je v hotelu Betnava, tako da res Štajerci prisrčno vabljeni. Tako da sem skupaj dober večer, Vesna, živijo, kako si kaj, Sara, Igor, Branka, tako lep večer, ja, dež je petkov večer, niti nimam pojma, kaj je po televiziji, ampak tako sem rekla, želim z vam deliti tale program, da vidite, o čem bom govorila, prepričana pa sem, da, veste, eno je takole preko virtualnega sveta, drugo je pa v živo. In v živo je skupinska energija in je nekaj posebnega. V Mariboru ne bo predavanja, tako kot ste vajeni mogoče tisti, ki hodite recimo po knjižnicah na predavanje, ko traja 1 uro, ampak bo seminar. Dejansko v prvem delu bo bolj tehnično in v prvem delu bomo šli skozi vse tisto, kar mogoče, veste, na fizični bazi, ne? Ker pod prvo smo to fizično telo in moramo poskrbeti za to, da ga nahranimo, da vemo, kje mogoče česa nam manjka. Seveda vam bom odgovarjala na vprašanja, ker pogosto ljudje ne vejo niti, kaj bi bilo treba spremeniti, da bi prišli do drugačnih odzivov. No, tako da v glavnem, to bo prvi del. In govorili bomo tudi o izgorelosti, kaj telo vse porablja takrat, ko smo popolnoma izgoreli in ne nazadnje pridemo pa do izgorelosti zaradi tega, ker nas enostavno posrka življenje. Zdenka, dober večer. No in danes bi pa rada par besed spregovorila o stresu, o negativnih energijah, ker ne nazadnje, lejte, ta teden sem imela zelo, zelo vesel. In ko občutiš vse tisto, kar se dogaja okrog tebe in mogoče še kakšna fovšarija, pa še kakšna zadeva, te mogoče za trenutek mečkeno ustavi. Rosanta, živijo, a sem prav prebrala Rosanda? No in prva stvar, lejte, če ste v stresu, tole vam želim pokazati. Tukaj imam jaz čaj iz zlate rozge, to meni mama pripravi. In v glavnem zlata rozga, res vam priporočam, dajte si kupiti čaj, dobite ga v vsaki zeliščni lekarni in zgleda pa potem takole, ko je kuhan. Nam rekla, da je najboljšega okusa, majčkeno zagreni, ampak zakaj je zlata rozga tako zelo pomembna takrat, ko smo v stresu? Zlata rozga pod prvo pomaga delovati nad ledvicam in nad ledvični žlezi. In takrat, ko nas posrka stres, ko se ljudem okrog nas dogaja in včasih se bolj tudi seveda nam skačejo v glavo, takrat se dobesedno moramo podkrepiti delovanje nadledvičnih žlez. Zdaj pa, kaj to so sploh nadledvične žleze? Poglejte, nadledvične žleze, tukaj so pač nad ledvicami. In zdaj, če si predstavljamo, ledvica je kot en fižolček. Na vrhu je pa kapca in ta kapca je nadledvična žleza. In tukaj se proizvaja stresni hormon. In prav stresni hormon je tisti, ki potem povzroča, da imamo podočnjake, da smo skurjeni, da smo brez energije. In zdaj, če pogledamo, seveda sem o tem več pisala v tej prvi knjigi, ko imajo hormoni žur, ampak če pogledamo samo tisto, kar stresni hormoni splavlja iz telesa. Stresni hormoni splavlja iz telesa ključne hranilne snovi in sicer vam bom točno prebrala, kaj se dogaja, ko nam stresni hormon pobira hranila. Pobere ves vitamin A, B, C, E. In zdaj, če gledamo, vitamin A deluje na dober vid.
deluje na to, da imamo dovolj solzne tekočine, da nas ne pečejo oči za računalnikom. Potem B-vitamin. Kdor ga ima premalo, enostavno odreagiraš na svet, si živčen, ti vse gre na živce. Stvari, ki so drugače bolj mirne, odreagiraš na nje. Žiga, dober večer, to je pa moj nečak. To je pa tako fajn fant in ga imam iz srca rada. Zreden cenim pa pri njemu modrost. To je tako pameten fant, da res neverjeten. Tako da, fajn, veste, ko vidiš, v kaj se razvija to mlado bitje. No, v glavnem, in zdaj, če pogledamo B-vitamin. Komar manjka B-vitamina, pomeni, da avtomatično odreagira na svet in popen na svet. In mogoče se vam nič ne dogaja taka posebnega, ampak ti ljudje, ki jim manjka B-vitamina, vam skačejo v glavo. In, ja, pa če še vam manjka B-vitamina, mu skočite nazaj v glavo, pa ste v laseh, tako kot se reče. Potem C-vitamin. C-vitamin razgrajuje mišično maso in ljudje, ki so v stresu, dejansko si jim pobere najprej lica in upadejo. In povesi se tle noter in nastanejo tele hrčkove vrečice in nasplošno se ljudje naenkrat postaramo. Kar pomislite na koga, ki je naenkrat prišlo do nekega stresa in naenkrat, wow, vsi vi. No, tudi bakar izplavlja. In zdaj, če tukaj pogledamo, kalcij, magnezij, selen izplavlja stres. In zdaj, če gledamo samo kalcij, kdor ima pomanjkanje kalcija, ostajajo vsi ti strupi v telesu in se začne najprej zakisanost telesa. Zakisanost telesa pa vodi vse ostale bolezni. Alenka, danes sva govorila, dober večer. Jaz res uživam v tem, kar delam in vem, da lahko mnogim pomagam s temi informacijami. In zdaj, če gledamo samo fizično telo, fizično telo je vedno samo zemljevid tega, kar smo mi. In se pravi, kdor ima težave s ščitnico, se moramo vprašati, kaj me stiska za vrat, česa ne zmorem izraziti, ker ščitnica je vedno povezana z tem občutkom, da te nekaj stiska za vrat. Zdaj tukaj ne govorimo o teh nekih vudu zadevah, ampak ponavadi imamo neke odnose okrog sebe in ne zmoremo izraziti svoja čustva. In zato imamo težave potem lahko s ščitnico. Druga stvar pa, recimo, kdor ima pa težave s trebušno maščobo, da se mu nabira se veste, šlaufi, Šlaufi se vedno nabirajo ljudem, ki so pod stresom. No, in dejansko, še ena Minka, dober večer, in ta trebušna maščoba, pa šlaufi okrog trebuha kažejo na to preveč stresa. Se pravi, rešitve, zlata rozga, liter zlate rozge na dan. Skuhate čaj in ga lepo pijete in vam povem, da si boste pomagali pri tem, da bojo hitreje šli strupi iz telesa, spodbudi delovanje ledvic, kot sem že prej rekla, in deluje tudi na dobro delovanje ščitnice. Naslednja stvar, čisti jetra, ledvica, dejansko odplavlja strupe iz telesa ven. To je tako drobna metalca, ki počisti noter po naših žilah, po celem telesu. Irena, dober večer. No, Irena je tudi ena krasna, to je moja prijateljica. Ne pa smejoče bitje, kar jih poznamo v življenju. Tako, Irena bo držala, ne da. No in Irena, lahko tvojo zgodbo povem. Ko sva se z Ireno spoznala, je imela močne podočnjake, take temne podočnjake. In dejansko, ko imaš te podočnjake, telo kaže na to, da je na celični bazi preobremenjen, da je treba spraviti strupe ven iz telesa. In tukaj dejansko treba več piti, naslednja stvar, seveda več C-vitamina in lepo, da si mislila na name, vidiš, Irena. Jaz sem te pa danes upravljala, sem tvojo zgodbo naprej razlagala. Vidiš, kako so energije zanimive. No, in dejstvo je, da ti temni podočnjaki kažejo na to nadledvično žlezo, da je obremenjena, da je treba nekaj spremeniti in predvsem, ponavadi trebušna maščoba nastane, da je res potrebno začeti drobne korake. No, zdaj pa gremo naprej. Prvi drobni korak, se pravi, poleg tega, da pijemo. Druga stvar pa je, da jemo. In tisto, kar je treba za nadledvično žlezo jesti, glejte, tukaj imate na strani 87 v knjigi, ko imajo hormoni žurtov, da boste lažje najdeli, se pravi, zelnica je prva zadeva,
ker ljudje, ki imajo pomanjkanje probiotičnih bakterij, ne presnavljajo dobro maščob in ker ostajajo vse te nepresnavljene maščobe, ne pride do celic vse skupaj. Hranilne snovi morajo priti do celic in za začetek je potrebno probiotike. Zdaj pa probiotiki, zelnica, kisla repa, kislo zelje, potem jogurt, kefir, sirotka. Mogoče na dan kakšen tak smuti naredite, dajte noter sirotko, dajte ali jogurt in seveda ne pozabite. Treba je še kaj zraven dati, ne samo to piti, zato ker pol je neužitno. Naslednja stvar, limone razkisajo telo. Pivski kvas vsebuje ogromno B vitamina in mandlji. Mandlji, C vitamin. No in tu imamo zdaj že sestavino za dober smuti. Poglejte, kaj naredimo. Damo recimo za osnovo zelnica glih ne dober, ampak če damo sirotko, mandle pa avokado, imamo vse sestavine, da iz tega telo izdeluje, dobi hranilne snovi, ki pomagajo pri tem, da se zmanjša stresni hormon. In s tem bomo lažje šli skozi življenje. Zato je zelo pomembno, da začnemo nekje delati drobne korake. Ja, seveda, spati je treba, kdor ne spi, se dejansko začne dogajati, da enostavno se podre cel sistem. Zdaj pa kaj pa narediti pri ljudeh, ki pa ne morejo zaspati? Ker verjetno stresni hormon dela in te posrka in potem se ne moreš umiriti. Zvečer magnezij. Magnezij je tisti, ki pomirja. Zvečer magnezij in zdaj kje magnezij dobite? Ja, v mandljih, a ne? Mandlje je treba zvečer jesti. A ste kje slišali mogoče, da ne smeš zvečer jesti oreškov, da so premastni in ker so premastni, da se boste zredili od tega? No, to je laž. To je čisto preprosta laž. Dejstvo je, da zvečer potrebujemo dobre maščobe in poleg tega potrebujemo magnezij in prav to dobimo v oreščkih. In zato je to pomembno, da to jemo za večerjo. No, naslednja stvar, kar je pa pol naprej pomembno še zvečer, 22 aminokislin. No, zdaj pa, kje dobimo te aminokisline? Aminokisline, to so beljakovine, ki jih telo razgradi na manjše delce. Ampak potrebujemo rastlinski vir in živalski vir, da dobimo vseh 22 aminokislin in iz tega potem telo tvori svoje beljakovine. To v bistvu se poklopi vse skupaj. In če imamo kombinacijo, rastlinski vir beljakovin so mandlji, živalski vir beljakovin je pa recimo skuta sirotka. Na ta način vaše telo naredi vseh 22 aminokislin. Ali pa kranjska klobasa pa kislo zelje, ampak brez kruha. Kakor zvečer jeste kruh, za 5 ur se zapre presnova, ustavi presnova in enostavno ne grejo hranilne snovi naprej. Janko, dober večer, vse prek interneta sva na liniji, ne da? To je pa moj bratranc. In če ne drugače, se takole pa po telefonu in enkrat se vidimo, ne da? No, tako da v glavnem, zdaj pa kaj se zgodi takrat, ko smo preveč v stresu. Poglejte, ko smo preveč v stresu, se pravi za maščobo smo rekli, razgradnja mišične mase, potem pa koža se postara, potem težko izločanje, se pravi težave s prebavo, ponoči ne spimo, povečanje telesne maščobe, težave v menopavzi in vpliva na vse ostale spolne hormone, vpliva na to, da spolna sla tako usahne in vse ostalo za sabo potegne. Zato je toliko pomembno, ja, za začetek je treba umirjati življenje. Vem, da zmerom o tem govorim, ampak danes je res nor svet. In dejstvo je, da če mi ne poskrbimo za sebe, kdo drug bo poskrbel za nas? No, lejte, bom še eno karto, tole je prehod v novo dobo, to bom pol na koncu, ko bom vse to razložila, kar bomo zdaj na hitro razložila, kar bo na seminarju v Mariboru, prepuščanje, zaupam toku življenja. No, in to je to. Ko se mi naučimo prepuščati toku življenja, se kaj zgodi? Zmanjša se stres. Zato, ker ko zaupamo, da bo dovolj strank, ko zaupamo, da bo za vse poskrbljeno, se vem, kako razmišlja človek, joj, moram to. Ja, glih tako bo, če ne bom razmišljala pregreto. Glih tako bo vse, zaradi tega, ker manj, ko bom v miru, lažje bojo stvari tekle.
No, zdaj pa, če se vrnem na tale mariborski seminar, v glavnem, ne vas povabim, 5. februarja, to je v torek, ob 18. uri bomo imeli seminar v Mariboru, v hotelu Betnava in seveda Štajerci, tudi ostali, ki niste iz Štajerske, povabljeni, ampak to ne bo samo predavanje, to bo v 2 delih seminar in še eno stvar pripravljam, kaj bom prinesla s sabo. V 2. delu bomo pa govorili o podzavestnih prepričanjih in bomo govorili o tem, kako odreagira telo ali pa mi na dejanska stanja, kar se dogaja. Podzavestna prepričanja, ki jih nosimo od otroštva naprej. Glejte, recimo, da jaz preberem vse žive knjige o odnosih in si rečem, jaz razumem vse. Jaz točno vem, kako je treba ravnati. Točno vem, kaj je treba za srečen zakon, potreben za vse področja. Ampak dokler imam jaz svoj podzavestni program naravnan na to, da sem mogoče žrtev, bom zmerom iskala nekaj, da bom najdla situacijo, da se bom jaz počutila, se sem vedla in ta občutek žrtve se mi bo samo ukrepil nenazadnje. Zato podzavestna prepričanja so pa tista, ki dobesedno kalijo vse ostalo. Recimo, če imam jaz podzavestno prepričanje, da ne morem shujšati, ne bom mogla nikdar shujšati. Če imam podzavestno prepričanje, da debeli ljudje so bolj srečni ljudje, lejte, kdo si pa želi biti nesrečen, seveda ne bom mogla shujšati. Potem naslednja stvar, če imam prepričanje, da sem vedno na zadnjem mestu, pomeni, da vsi ostali bodo pred mano in bom zmerom poskrbela, da bom pristala na zadnjem mestu. Pač te stvari grejo na ta način. In ta podzavestna prepričanja so pa tista, ki kalijo naše zavedanje. In če na logični ravni pomislim, ja, jaz vse vem, ampak če imam program v svoji podzavesti, to bo rušil mene. No, in kaj bom prinesla s sabo v Maribor za vse tiste, ki boste prišli? Pripravljam en tak skripto pripravljam. In to skripto pa pripravljam po tej drugi knjigi, ko ima življenje žur in v glavnem v torek jih bom s sabo prinesla, ker dejstvo je, da želim dati priročnik, da lahko greš samo kljukce dela zraven in da pogledaš svoja podzavestna prepričanja, recimo, podzavestna prepričanja. Vedno sem na zadnjem mestu. In v tem primeru, če imaš to prepričanje, da lahko preveriš in kako ga potem odstraniš. Tako da veselim se tega seminarja, ki bo v torek, dolg časa že nisem bila na Štajerskem, tako da res komaj čakam, da pridem spet med Štajerce. Se pravi, v torek zvečer ob 6. se vidimo v Betnavi, v hotelu Betnava v Mariboru. In v glavnem naučila vas bom tudi, kako počistimo ta podzavestna prepričanja in kako poskrbimo za to, da naložimo nove programe, pa je pa lažje živeti. A ni tako? Ker dobesedno, ko počistimo vse, res takrat nimamo več razloga, da bi ostajali tam nekje v nezadovoljstvu. No, sem govorila z eno gospo in ona je prišla v službi do točke, da je izgorela. In logično, da je izgorela, ni izgorela zaradi strank in zaradi dela, ampak je izgorela zaradi tega, ker je bil tak, klima je bila taka v firmi. Enostavno je bilo toliko teh pritiskov, manipulacije, toliko dvojnih informacij in tako naprej, da je rabila približno 1 leto, da je prišla k sebi. No in smo se pogovarjali o tem, kako odpustiti ljudem, ki jim ni moč odpustiti za marsikaj. In vam povem moj recept. Moj recept je, jaz sem v knjigi Moč pozitivnega mišljenja od Vincent Pila, je molitev. Naj Kristusova ljubezen do tega človeka napolni moje srce. In to si ponavljaš toliko časa, da v bistvu tvojo zavest napolni to odpuščanje. No, naslednja stvar, kar pa pomaga, je pa meditacija za odpuščanje. In meditacija za odpuščanje, no to bomo pa skupaj delali. V Mariboru bomo skupaj šli skozi meditacijo za odpuščanje in skupaj bomo šli čez meditacijo za dekodiranje in boste videli, vedno, ko to delamo skupaj, moč skupine je neverjetna,
se zgodi, da dejansko ljudje počistijo stvari, ki jih nosijo že dolgo časa s seboj. Res neverjeten in sem prepričana, da lahko pomagam. Res sem prepričana v to. Tako da, če vas pokliče, pridite v Maribor, drugače pa malo pogledajte na spletni strani srečnoživljenje.com, tam imam objavljene vse ostale dogodke in tako da osebno gre vse en drugače, je to tako. Zdaj pa, dosti ne bom dolga, to sem želela sporočiti, zdaj pa za konec, dajmo parim potegniti karte. Prav, kdo želi prvo, da mu potegnem prvo sporočilo? No, da vidim. Dajte napisati, pa bom sporočila, kaj vam sporoča stvarstvo. Lejte, to je moj jutranji ritual. Zjutraj, ko vstanem, vzamem karte, seveda najprej popijem vodo ali mrzo čaj, no, mrzo, skuham ga zvečer, pa ga potem zjutraj popijem in potem pržgem svečko in si rečem, no, da vidim, kaj je sporočilo danes za današnji dan. No in zdaj, če pogledam sporočilo za današnji dan, dušni partner, varno je ljubiti, Vesna, za tebe bom. Zate, no tale recimo, da je zame, varno je ljubiti. Jaz zaenkrat se še malo skrivam, zaradi tega, ker ta dušni partner ne me kar poišče, če mu je namenjen. Vesna, kaj si ti dobila? John, Janja, bom zate tudi. Le tole je zate, Vesna, zdrava prehrana. Zdrava prehrana je zate sporočilo, tvoje telo je svetišče. In ker je tvoje telo svetišče, daj vanga samo dobre in zdrave stvari. No, pa bom pa zdaj naslednji bil pa po moje Johna, ne da enih 10 kart, je v redu. No, da vidim. Napredek, John, taj pa za tebe. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In zato prijemaš čudovito božje nadomestilo. A ni to zdaj dober? Oj, Nina, živjo! Lejte, toliko krasnih ljudi poznam, toliko krasnih. Jaz sem toliko hvaležen človek, da res je to super. Miri, da vam midve, je prav. Jaz vem, da sem kakšnega svalila, ampak mi dejansko tukaj uidejo komentarji in dejstvo je, da bi mogla pisati. Miri, tale pa za tebe. Veselje, veselim se vsakega dne, dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. Da pa jim mal ven, pa mal dihaj, pa se vesel, samo to, da si živa, a ni zadost. Biti vesel, biti srečen, zato ker je živ, zato ker se mu dogajajo dobre stvari. En nasvet vam moram dati. Za vse tiste, ki greste v službo, pa imate ogromno negativnih ljudi okrog sebe. A veste, kaj si naredite? Jaz to delam. Takrat, ko grem v neko okolje, kjer smrdi od negative, si prelepam popek z obližem, s flajštrom. Dejansko zaradi tega, ker si rečem, vse, kar je slabega, se mene ne dotika. In vse slabe energije naj se vrnejo k svojemu izvoru, jaz sprejemam samo ljubezen. In dam informacijo, kaj jaz sprejemam. Ker glejte, ja, ljudje so nevoščljivi, so ljudje hudobni, manipulirajo in to zdaj v tem času prehoda vsi to občutimo. Ampak, dajmo te ljudi blagoslavljati. In druga stvar, sprejemam samo ljubezen in vse, kar pripada temi, naj se vrne k svojemu izvoru. Jaz tega ne sprejemam, ne želim smrdeti od negative. In flajšter pomaga, verjemite mi. To je en tak nasvet, ki vam bo pomagal, da boste lažje zdržali v negativnem okolju. In druga stvar, moč misli. Dajte začeti razmišljati, kaj pa bi bila vaša idealna služba. Napište mogoče na list papirja in napište gor. Stvarstvo, hvala za vodstvo. Dovoljujem, da v moje življenje pride sanjska služba. Tam, kjer se bo moja duša izrazila. Ne določati vsega, kaj vi želite, kako želite, kam se hočete voziti. Ampak dovolite, da stvarstvo najde za vas najboljšo službo. No, na ta način, lejte, pred 3 leti sem prišla do te hiše, kjer zdaj živim. Jaz nisem najdla stanovanja. In ker nisem najdla stanovanja, jaz sem potem, ko sem obupala, sem rekla, zdaj pa tako, jaz ne najdem, najte mi tisto stanovanje, tisto lokacijo,
kjer bom jaz zadovoljna, kar je meni namenjen. In sem prišla, tako dober, imam tako dobrim ljudem sem prišla. In jaz sem prepričana, da če bi jaz iskala, pa je nemogoče, da bi kaj dobrega najdla. In ta hiša se sploh ni oddajala. A ni zanimiv? In verjemite mi, da ko prepustimo stvarstvo, ko zaupamo, da je tisto, kar nam je namenjen, da bo prišlo v naše življenje, zdaj pa eno stvar, včasih pa mi moramo kaj spustiti. Včasih se mi nekam zataknemo in ko se mi zataknemo, mi ne moramo iti naprej. No, zato je toliko pomembno, da naredimo mi korak k odpuščanju, da odpustimo in osvobodimo sebe. In ko to zmoremo, potem je lažje. No, zdaj pa, za koga bom zdaj še ene 2 karte, pa bomo pa zaključili, prav. No, da zdaj vidim, za koga. Jaz se opravičujem, prejle nisem videla, za koga vse, ampak Irena, recimo, da je to za tebe, prav. Irena, ti si pa vzem oddih. Brez slabe vesti si vzamem dan za sebe in se naspim in se spočijem in se nadiham zraka. Rada se imam in se cenim in ni mi potrebno zadovoljevati potreb drugih. No in zdaj, Janja, zdaj pa za tebe, je prav? No, da vidim, Janja, za tebe sporočilo je pa, vidim resnico. Resnica je ena. Dovoli si videti resnico, dovoli si priznati resnico. Kaj je tisto, kar bi bilo prav, da vidiš? No, dovolj. Zato, ker naša zavest vidi. In tisti, ki se jim slabša vidi, mogoče nočejo videti tega, kar imajo pred nosom in zaradi tega se zataknejo. No, zdaj pa, Barbara, še za tebe, prav? Tvoje sporočilo pa je tale. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Barbara, mogoče pa prav, da kaj odpustiš in si rečeš, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš. Naj bo moj svet miren in dovolim, da je tudi tvoj svet miren. To je ljubezen do sebe, ampak kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Mar biti natrpane omare, mar biti kakšen natrpan odnos, pač kakšno stvar je čas, da mogoče odneseš na smeti ali pa podariš komu. Ker včasih je prav, da kakšno stvar predamo naprej in bo nekomu služila in mi si dovolimo in naredimo prostor novemu. A ni to boljš? Jaz mislim, da smo vsi v nekem procesu sprememb in da vsaka izmed nas življenje šola na en način, da ostajamo pozitivni in s to dobro energijo in da vsak izmed nas ima 1001 razlog, da ga lahko posrka v negativo, ali pa si rečeš, sem na zemlji, si lepo, si fajn. No, tako. Lejte, bomo takole za danes zaključila, prav. Naslednji teden se bom spet webinar naredila, tako da pojma nimam, kjer dan, ko bom imela navdih, da se preklopim. Mogoče pa sredo, četrtek, da vam povem, kako je bilo najnazadnje v Mariboru. Še eno, lejte, zdaj pa za vse tiste, ki ste obremenjeni zaradi denarja, bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovolite, da pride vse dobro v vaše življenje. Larisa, dober večer. In prav Larisa je ena taka dušica, ki si je dovolila spustiti varnost. In zadnjič, ko sva govorila, je rekla, ne moš verjeti, kakšno službo sem dobila. In prav ta karta, bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovoljujem si, da sem plačana za svoje delo in vem, da mi po božanskem načrtu to pripada. Tako da, ja, včasih je treba spustiti in recimo prav Larisina zgodba je sigurno taka, da je kakšno stvar spustila, sledila sebi in je prišla do tega, da ima zdaj res lepo službo. Tako da, dovolite si, da greste s tokom življenja in boste videli, koliko je življenje lepše. Tako da, za vse tiste štajerske pa povabljeni, pridite na seminar, ki bo v torek zvečer. Tako da, vsem skupaj lahko noč, uživajte, lep vikend, pa smo drug teden spet na liniji. Tako da, lahko noč vsem skupaj.